Da pokal piše čudne zgodbe, je že dobro znano. Nikdar ne zmanjka novih potrditev. Še eno poglavje v Novem mestu ob prvem dejanju četrtfinala Pokala Slovenije. V prvem polčasu drugega zaporednega gostovanja pri Krki se je zgodilo več kot včasih na nekaterih celotnih tekmah, ki trajajo tudi po 120 minut. Pestro dogajanje v zgodnjem popodnevu na mehkem novomeškem igrišču se je začelo s prvo obetavno situacijo že v 4. minuti. Akcijo sta uspešno izpeljala Dervišević in Biton, ki je po natančni podaji prišel do soočenja z vratarjem, toda ni se mu išlo pri iskanju poti do prvega gola v vijoličastem. Nogometaši Krke so imeli precej težav v namenu, da bi se otresli uvodnega pritiska. Sledila je dvojna grožnja domačemu golu. Razigrani Mendy se je otresel spremstva, v prodoru v kazenski prostor podal predgol, kjer je Bitonu zmanjkalo nekaj centimetrov, da bi potisnil žogo v mrežo. A s tem nevarnost še ni bila odpravljena. V nadaljevanju akcije kot po kotu pa predložek Vršiča in poskus Šulerja, ki je skušal preusmeriti žogo v mrežo, toda vratar Mitrović je uspel ustaviti na golovi črti. In kot ponavadi je obveljalo še eno nepisano nogometno pravilo. Po igri v podrejenem položaju gostitelji do prostega strela, prvega udarca v okvir gola in do vodstva. Fuček je s prostega strela natančno usmeril žogo v levi zgornji kot za 1:0. Potem pa stopnjevanje nenavadnega dogajanja z dvema zapravljenima kazenskima streloma. Ob podaji Vilerja je akcijo Bitona z nepravilnim posredovanjem z roko ustavil Eud in sodnik Sagrković je brez obotavljanja pokazal na belo točko. Vlogo izvajalca je prevzel Vršič, toda ob udarcu v desni kot je Mitrović ubranil njegov udarec. Minili sta le 2 minuti in dočakali smo novo najstrožjo kazen, ob tem pa še izključitev vratarja Krke. Po spretni akciji in podaji Vršiča je Mejač pritekel do soočenja z Mitrovićem, ki ga je zbil na tla in si prislužil rdeči karton. Dokler se je rezervni vratar Čretnik pripravil za vstop med vratnici, bilo treba počakati 3-4 minute. Žogo je na belo točko postavil Biton in čakal na sodnikov znak, a želenega gola ni dočakal. Vratar Čretnik je takoj po prihodu na igrišče poskrbel še za eno ubranjeno 11-metrovko in za scenarij, ki ga redko vidimo. Tudi Ante Šimundža v vlogi prej igralca in zdaj trenerja ni doživel še česa podobnega. Ne, pošteno zapravljena 11-metrovka, ja, 2 pa še ne, tudi vse enkrat prvič. Fanti so tisti, kateri odločijo, kako in kaj bo izvajali. Vsak v tistem trenutku si želi najbolj zadeti, se počuti sigurnega, enostavno je to stvar, katera je neprimerno lažje, bom rekel, za vratarja, če ga obrani heroj, če dobi zadetek, je to nekaj normalnega. Ampak veseli smo znani, da smo se ustvarili mimo 11 metrov 2 kazenskih strelov še kupico priložnosti. Ključnega pomena je bilo ob nesrečnem razpletu ohraniti mirne živce in ekipa v vijoličastem premore dovolj izkušenj, da se sooči tudi s tovrstnimi vmesnimi zasuki v negativno smer. Nadaljevalo se je po načelu nič nas ne sme iztiriti in po vsem, kar se je dogajalo, drugače ni moglo biti. Žoga je po vseh poskusih preprosto morala končati v novomeški mreži. Prosti strel je izvajal Vršič, po predložku v kazenski prostor pa je Mendy z glavo poslal žogo na želeno mesto. Drugi prihod v Novo mesto v 10 dnevih in zanj tudi drugi zaporedni gol za mini dolenjsko serijo. Yeah, I think it's good for me here. I need to score more now. I start to score, it's very good for me. Now I resolve my little problem. Now it's okay now. Yeah, it was a very good game. And game in cup is very difficult. To win this game was very good for us. In kot je bilo le vprašanje časa, kdaj se bo zatresla mreža, ob izraziti pobudi ni bilo dilem niti o zmagovalcu dvoboja. Drugo asistenco je vpisal Vršič, ki je pri izvajanju kota podal na rob kazenskega prostora. Mejač pa takoj, brez obotavljanja, nameril in usmeril žogo v mrežo. Golov ne dosega pogosto, ostajajo pa v spominu. Ni veliko manjkalo do ponovitve rezultata s prvenstvene tekme pred 10 dnevi med spretno akcijo Santi do Vršiča, po njegovi podaji predgol še enkrat do udarca Mejač, toda tokrat je vratar Čretnik uspel odbiti v kot in ostalo je pri 1:2.
Storjen je prvi korak proti polfinalu pokala, odločitev v povratnem dvoboju 3. decembra v Ljudskem vrtu. Toda predtem bodo na sporedu še 3 tekme. Prva že to soboto ob 16. Pod Kalvarijo prihaja Koper. V naslednjem poglavju ligaškega tekmovanja z naslovom Vsaka za prvaka.